Eni verjamejo, da je številka na tehtnici povezana tudi z vsemi picami, kruhi, makaroni, krofi pa sladkarijami, ki jih pojemo. In vse to so ogljikovi hidrati. Ampak a se lahko z izogibanjem teh hidratov to številko zmanjšamo? V tem videoposnetku si oglejte, kaj so ogljikovi hidrati, zakaj se zaradi njih redimo in pa ali lahko z izogibanjem ogljikovim hidratom tudi shujšamo. Živijo in dobrodošli spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, midva sva zdravstvena delavca in na tem kanalu veliko govoriva o hrani, ščitnici, alergijah, hormonih. Če vas zanima taka vsebina, se naročite na kanal. Vsak bi rad kdaj pa kdaj malo shujšal, a ne? No, nekateri se tega lotijo tako, da se zaprejo v telovadnico, drugi pa naj malo popazimo, kaj pojemo. No in prva stvar, na katero jaz pogledam malo bolj kritično, kadar pač pazim, kaj jem, so ogljikovi hidrati. Gre za skupino makrohranil, kamor uvrščamo sladkorje in pa sestavljene ogljikove hidrate. V praksi to pomeni vsa škrobnata živila, naprimer kruh, pa pekovski izdelki, vse sladkarije, testenine, njoki, krompir, riž, celo sadje in pa zelenjavo. Vendar pa se sadje in zelenjava nekoliko razlikujeta od preostalih hidratov, zaradi tega, ker vsebujeta tudi prehranske vlaknine in pa vitamine pa minerale, ki jih telo nujno potrebuje. Telo sicer tudi potrebuje ogljikove hidrate za ustvarjanje energije, ampak pogosto se dogaja, da se zaradi njih redimo. Zakaj? Prvi problem ogljikovih hidratov je v tem, da telo nima mehanizma za dolgotrajno hranjenje večjih količin ogljikovih hidratov. Zato se ti presežki kopičijo v telesu v obliki maščobe. Pa smo tam. Če torej pojemo preveč pic, krofkov, kruha in podobnega, to telo shrani in potem nam ni več všeč tista številka na tehtnici. No, kaj je preveč? Je sicer čisto subjektivno in je odvisno tudi od posameznikove starosti, metabolizma, spola in pa stopnje aktivnosti. No, tudi s tem rogljičkom ne bi bilo nič narobe, če bi bil ta mišljen kot malca. Ampak kar sam tako za zraven ob kavi, ga pa res ne rabim. Zame, recimo, so rogljički ob kavi čisto preveč, ker v službi pretežno sedim, pa tudi popoldne sem rada bolj na kavču. No, zame pa ti isti rogljički ne predstavljajo nobenega problema, ker jih pokuram telovadnici. Drugi problem pa je vpliv hidratov na krvni sladkor. Ogljikovi hidrati se v telesu namreč razgradijo na glukozo. Telo sicer rabi to glukozo za ustvarjanje energije, ampak če pojemo preveč hidratov, kot jih porabimo, bo nivo glukoze v krvi dolgoročno visok, s čimer si povečujemo tveganje za nastanek diabetesa in pa inzulinske rezistence. No, nadalje gledano so pa enostavni hidrati, kot so recimo bel kruh, testenine, pekovski izdelki, še posebej problematični, ker se razgradijo hitro in zato povzročijo hitri porast glukoze v krvi, ki pa zaradi delovanja inzulina tudi hitro pade, kar potem povzroči nek crash, tisto nenadno utrujenost po obroku in pa sitnobo. Marsikdo mora ravno zaradi tega nenadnega padca sladkorja tudi iti počivati po kosilu, nekateri celo spat. Zdaj, ko sem pojedel vse te ogljikove hidrate, se je zgodil zelo podoben kot pri OGT testu. Se pravi, raven glukoze je zelo narasla, zaradi tega je trebušna slinavka poslala veliko inzulina in zaradi tega je raven glukoze čez pol ure mi bo padla. In zato bom jaz čist hin in bom mogel iti počivati na kavč. Tretji problem pa je v tem, da je z enostavnimi hidrati zelo enostavno tudi pretiravati. Se nas ne nasitijo toliko, kot recimo beljakovine ali pa maščobe. Se pravi, avtomatsko pojemo več, da bi bili siti in najbrž preveč. A pojedeš malo piškotov? Ker se v bistvu ne moreš ostati pri piškotih, pa jih kar ješ. No, te trije problemi pri hidratih pa so najpogosteje v bistvu tudi vzrok, da se zredimo. Torej, v resnici, če smo čisto pošteni, niso krivi samo hidrati, ampak tudi mi sami, ker jih pač pojemo preveč. Pa se da na to, kako vplivati? Se da shujšati, če jemo manj hidratov? Tradicionalen pogled na zdravljenje debelosti obravnava vse kalorije kot enake. Se pravi, ne glede na to, ali jih pridobimo iz hidratov, beljakovin ali pa maščob. Drži se namreč predpostavke, da je za hujšanje pač treba jesti manj in migati več. Boš manj masten jogurt. Ne, ko ima ful sladkorja. No, problem pa je v tem, da to na dolgi rok običajno ne deluje, ker se telo bori proti temu zmanjšanemu vnosu kalorij s tem, da pač povečuje lakoto in upočasnjuje metabolizem. Sem prepričana, da poznate koga, ki se je kdaj že resno lotil diete, tudi kar nekaj shujšal, pa vse dobil nazaj, včasih celo dvojno. No, to je ta jojo efekt. Problem diet je tudi v tem, da si jih predstavljamo kot kazen.
In če si jo predstavljamo kot kazen, potem tega ne smemo. Če pa si dieto predstavljamo kot način prehranjevanja, ki paše na naš življenjski slog, potem pa vemo, da tega ne rabimo. Zato, da bi res lahko shujšali in potem tudi ohranili to številko na vagi, je treba malo več kot sama matematika, se pravi kalorije not, kalorije ven. Pomembno je tudi, kakšne so te kalorije. Na to temo je bilo narejen kar nekaj raziskav, kjer so ljudem z enako telesno težo predpisali diete z enakim kaloričnim vnosom, vendar različnimi hidrati, maščobami in beljakovinami. Na Harvardu so ugotovili, da je tista skupina, ki je imela v svoji dietni prehrani najmanjši delež hidratov, v povprečju porabila več kalorij v dnevu in posledično tudi več shujšala, kot tisti, ki so imeli večji delež hidratov v prehrani. No, to pa jasno pokaže, da niso vse kalorije enake in da je za telo bolje, da se spremeni razmerje med makrohranili, kot pa samo omejuje dnevni vnos kalorij, sploh, če želimo izgubljeno težo tudi na dolgi rok ohranjati. Je pa trenutno popularni kar nekaj načinov prehranjevanja, ki omejujejo hidrate in v bistvu ljudje, ki se to grejo, imajo zelo dobre rezultate glede hujšanja. Med njimi sta recimo LCHF režim prehranjevanja in pa keto dieta, o kateri sva tudi že govorila in s katero sem jaz zgubila 20 kg. Še nisem najdela? Ne, pa tudi nekaj ostanejo zgubljeni. No, LCHF pa keto dieta sta lahko kar naporni za nekoga, ki je nov na tem področju. Vsekakor pa lahko za začetek poskusite s temi nasveti, kako malo omejiti vnos hidratov. Čim bolj se izogibajte enostavnim sladkorjem. Vse veste, sladkarije, tortice, industrijsko predelane sladice, pa tudi pekovski izdelki. Ok, nekje treba začeti, a ne? In jaz bom danes namesto navadnega toasta si vzel polnozrnat toast. Njihov pretiran vnos namreč predstavlja tveganje za zdravje. Poleg teh nenadnih skokov inzulina, o katerih sva prej govorila, preveč sladkarij tudi zvišuje trigliceride v krvi, kar pa je lahko navadno. Trigliceride najdemo v visoko procesirani rafinirani hrani. Njihov problem je pa v tem, da zvišujejo tveganje za aterosklerozo in pa nastanek srčno-žilnih obolenj. Opažamo tudi, da pacienti, ki imajo nizko raven trigliceridov, imajo visoko dober holesterol, na drugi strani pa pacienti, ki imajo zelo visoke trigliceride, imajo običajno tudi preveč holesterola, se pravi preveč slabega holesterola, kar pa ni dobro, pa ni nekaj tazga, kar bi si želeli. Zamenjate tudi te predelane hidrate pa škrobnata živila z hidrati, ki se prebavljajo počasneje, naprimer sadje, oreščki, pa stročnice in pa minimalno procesirane žita, naprimer kvinojo. Te bolj kompleksne hidrate, recimo polnovredne žitarice, pa poskusite kombinirati tudi z beljakovinami in maščobami. Predvsem pa se ne bati zdravih maščob, ker so dober vir energije. Lahko poskusite tudi štetenj kalorij, kar pa je na začetku malo težje in pa zamudno. Precej lažje bo, če poskusite z drugačno razporeditvijo hrane na krožniku in sicer približno tako. Polovico krožnika naj zaseba neškrobnata zelenjava, potem četrtina naj predstavljajo beljakovine, kar pa kle ostane pa so kompleksni ogljikovi hidrati. Pri tem pa se poskušate izogibati kruhu, krompirju, belim in pa procesiranim hidratom. Evo pa smo sestavili čisto enostavno večerjo za mene pa za Kidiča. No, ne pa tudi pretiravati. Ena izmed napak, ki jo pogosto delamo v želji po izgubi kilogramov, je ta, da se hidratom enostavno čisto odpovemo. Potem pa smo v trenutku slabosti malo tako in napademo tisto veliko čokolado in jo celo tudi zmažemo. Pa se pa slabo počutimo. Koliko sem že piškotal? Problem piškota je v tem, oziroma nasploh silikovih hidratov je, da se ne moraš ustaviti. Poješ enega, dva, tri. Tako da, vse veste, tudi tukaj pač velja pravilo o zmernosti in preudarnosti. Pozitivne koristi izogibanja hidratom se bodo tako najprej poznale na boljšem splošnem počutju in zdravju, ker si boste znižali nihanje tega krvnega sladkorja in inzulina, kar je pa še boljše, saj za nas ženske, je pa, da se ta sprememba zna poznati tudi na tehtnici. Poskusite! Sva se pa midva s tem videom tudi dala en izziv. Poskusila se bova en teden izogibati čisto vsem sladkarijam, ogljikovim hidratom, skratka vsem, čemer sva danes govorila. Toliko o tem, da se pa izogibamo sladkorju. Zna biti zabavno in zanimivo, ker se veste, ti hudiči so čisto povsod. No, da ne bi zamudili tega videa, se naročite na kanal. Če vam je bil pa današnji video všeč, no pa stisnite like. Aja, pa dajte nama v komentarjih spodaj povedati, če imate tudi vi tak love and hate odnos z ogljikovimi hidrati. Ja, ker midva greva zdaj hitro pojesti vse sladkarije, ki jih še imamo, zato ker drug teden bodo prepovedane, a ne? Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Pa jih kar ješ. Sve to.